hočeš dati nekaj več, še več. Toliko potrudimo se maksimalno muzike, vežbamo in dodamo še več, kar lahko, ne vem, lahko da se oblečemo, da oblikujemo en koncept, eno idejo, ki jo predstavljamo na odru. Ne samo naše glasbe, ampak vse skupaj je en miks večjih teh sporočil. In to je bil odgovor na prvo vprašanje. Kasete se v bistvu vračajo, zdaj eni punkerski bendi underground so začeli zdaj snemati kasete. Nek podobnega, tako da mi smo nek podoben punkerski hardcore underground band. Reunion je za to. Z svojim pristopom pač, ne? Reunion, ja. Ok, to se pravi ne CD, ne LP, ampak kaseta. Kaseta, enostranska. No, prvi si želim, da zmagate, ne? Glasba spontano nastaja, mi se nikoli ne vržemo v eno zvrst, ne. Mi na vajah igramo, džemamo in pol z tega pač nekako nastane pesem. Tako da če je v bistvu naključno, no. Ni mišljeno prav dano tja, ampak na tak način pri nas glasba nastaja. Zakaj je Show Rock dober projekt? Zaradi tega, ker mladim bendom, tistim, ki so še neuveljavljeni, ponudimo možnost, da se enkrat dokažejo na velikih odrih, kot je to Štuk, kjer vemo, da je ena izmed boljših dvoran sploh v Sloveniji. Tako da jim res ponudimo možnost, damo neko nagrado, kjer lahko posnamejo single, videospot, dobijo več koncertov. In to je to, po mojem, dosti dober razlog, zakaj je Show Rock tako dober. Kakšen projekt izvajati še kje druge, ali je en Show Rock za našo malo državo dovolj? Ja, glede na to, koliko bendov imamo v Sloveniji, pa kako mali smo, jaz mislim, da bi mogli dati vsem bendom priložnost, da se dokažejo tega, ko se lahko tu na Show Rocku. Tako da vsekakor, mogel bi biti tudi drugje po Sloveniji, kak tak projekt, ne da bi ugli Show Rock, lahko bi se molekalo kak drugače. Je po današnjem finalu že naporen delavnik in sicer pripravljanje Show Rocka 2015, ali sledi zaslužena pauza? Prvo vsekakor kak je dan ali dva pauze, potem pa seveda priprave na novo na Show Rock 2015, da ga še izboljšamo, še bolj naredimo medijskega prepoznavnega in gremo naprej. Reporteri poslikajo, da vi naročite pivo, greste lulat, pecate, pošljete SMS-e, greste na Facebook. Ampak zvana je skupina Fat Horses, vse velik aplauz! Hitro, Tonija Kriga,
Ok, zelo na kratko zakaj. Ko smo razmišljali, kateri band si zasluži tale ček in vse bonitete, ki izvirajo iz tega naslova, smo razmišljali predvsem o tem, kateri band izmed štirih nocoj predstavljenih ima največji potencial, da mogoče čez leto, dve ali tri napolni to dvorano za lastno glasbo. Definitivno so nas najbolj prepričali skupina Fat Horses. Zakaj? Zato, ker so pritisnili na našo sentimentalno tipko z takim rafiniranim južnjaškim southern melosem. Naše žene in dekleta poslušajo skupino Texas, tako to je nagrada v njihovem imenu. Skratka, veliko dobrih želja, veliko uspeha, zgolj mogoče par obrtniških nasvetov. Naj se ta tvoj vokal, čudovit vokal in ta tvoj sensibilna gleda malo bolj do izraza. Orglice so krasna podoživitev, ampak najbolj nekje zanačene na drugi kroni skupaj z inštrumentom, recimo. Pa v slovenščini boste prej napolnili štuk v angleščini. To vam polagamo na srce. Iskrene čestitke, Fat fucking Horses! Si od te zmage obetate veliko ali ostajate na nek način na realnih tleh in se zavedate, da vas čaka še trnova pot do neke večje prepoznavnosti v Sloveniji? Čaka nas definitivno še trnova pot, ampak bomo na tej trnovi poti delali tako, da bomo uživali, da bomo igrali, uživali, se družili in ustrajali in se sam borili in prebijali naprej in to je to. Nikoli ne vreči puške v koruzo, to je naš plan, da osvojimo Slovenijo, da jih prepričamo z dobro energijo muzike, ki jo delamo, s katero živimo, dihamo, ki ni samo muzika, ampak je način življenja, ki ga popeljemo tudi med ostale pripadnike. In to je to, povezanost, akcija, rock and roll,